Pozdravljeni, prav lep dober večer na Slovenski matici v okviru cikla Naj slovenščina odmeva, ki ga organizira Odsek za slovenski jezik Slovenske matice. Žal se moramo na začetku seveda opravičiti za zamudo. Gostje, naši današnji dve gosti prihajata od daleč, predvsem pa, kot veste, je promet neizprosen, tako da smo šele v zadnjem trenutku lahko pripravili tehnično gradivo, zakaj danes bosta z nami izredno zanimivi predavanji. Najprej gospe Herte Maurer-Lauseger in potem še najprej doktorice Herte Maurer-Lauseger in na koncu še doktorice Rade Košuta. Tako, pred nami je že prvi referat. Vseeno pa vabim vodjo Odseka za slovenski jezik, profesorico doktorico Vesno Nikolič, da tudi ona pozdravi ta nov uvod. Cikel Naj slovenščina odmeva smo začeli v letu 2022, potem smo ga eno leto prekinili, ker s Cankarjevim domom nismo mogli doseči dogovora za nadaljnja predavanja v njihovih prostorih. No, zdaj pa so se ta predavanja znova preselila v Slovensko matico, kjer pa je slovenščina in slovenski jezik sta še kako dobrodošla, cenjena in spoštovana. Zato je prav poseben čast za vse nas, kadar lahko v slovenščini, izbrani slovenščini, narečni slovenščini govorimo o slovenskem jeziku. In danes boste priča takšnemu dogodku. Gospa doktorica Vesna Nikolič, izvolite. Dober večer vsem zbranim, torej obema gostjama. Prav lepa zahvala, velika zahvala, da sta se odzvali vabilu. In seveda vsem, ki ste prišli danes sem. In seveda zahvala gre vodstvu Slovenske matice, predvsem torej glavni urednici in tajnici Ignaciji Frideljak, dr. Ignaciji Frideljak, ki je skupaj, torej kot članica Odseka za slovenski jezik, torej skupaj z drugimi člani in članicami, zasnovala ta cikel. Torej skupaj smo razmišljali o tem, da v času, ko odmeva mednarodno, predvsem angleščina, da je prav, da se sliši tudi slovenščino. Torej vemo, tukaj smo prepričani, da je to edina možna izbira, ne samo v našem prostoru, tudi v mednarodnem prostoru, ampak zdi se nam, da včasih kakšne tudi recimo razprave, torej strokovne, znanstvene, ostajajo preveč zaprte v strokovnih in znanstvenih krogih in smo si rekli, zakaj ne bi, bom kar rekla, po zgledu naših kolegov naravoslovcev v Slovenski matici, tudi mi začeli pripravljati javna predavanja. Namreč Odsek za naravoslovje že vrsto let pripravlja zelo uspešna in odmevna predavanja, kjer širijo, bom rekla, spoznanja v širšo javnost. In naravoslovna seveda. No, in mi smo tudi rekli, da bomo pogledali, katere teme so aktualne, hkrati tudi lahko tudi specifične, ozke, ampak ki bi lahko zanimale tudi javnost. In tako da sem vesela, da smo že prvo leto, ko smo bili v Cankarjevem domu, vzpostavili eno, lahko rečem, nekaj je bilo kar rednih obiskovalcev že, danes jih sicer tistih obiskovalk ne vidim tu, mogoče jih moramo spet malo spomniti. Ampak vidim pa nove obraze, nekatere, ki ste prvič tu, in vas vabim, torej, da se udeležujete tudi vnaprej teh naših predavanj. Letos smo si zamislili, podobno kot smo že prvo leto, 2 predavanji naenkrat, se pravi, da povežemo 2 sorodni predavanji, torej predavanji na podobno temo. In imeli bomo pa takih predavanj, torej 4x po 2 predavanji. 2krat sedaj v spomladanskem času, potem v jesenskem obdobju še 2krat.
In želeli smo, torej letos želimo odstreti nekoliko bolj področja zamejskega slovenstva, torej slovenstva za mejo, za mejami. Torej, prepričana sem, da ti, ki ste tu, veste že veliko, pa vendarle tisti, ki se s tem vrsto let ukvarjajo, tudi živijo tam, kot sta naši dve kolegici, ki sta obe prihajata iz zamejstva, torej Herta Maurer-Lauseger iz Ilske. Predavam iz Ilske, ja. Ja, ampak živite... Ožanka. Ja, no, sem mislila, da tudi... Ožanka, ok, hvala lepa. Se pravi, Korošica vsekakor, Koroška Slovenka, medtem ko Rada Košuta pa Kržanka, torej iz slovenskega zamejstva v Italiji. No, in tako nas bosta na naslednjem predavanju pozdravila, in ne samo pozdravila, ampak nam predstavila svoji temi Miran Košuta, ki je ravno tako Tržačan, posvetil se bo tržaškemu okolju, ne samo z vidika jezika, ampak bolj z vidika kulture, literature, kajti naša predavanja pokrivajo jezik, literaturo, kulturo, tako da gremo širše. In ravno tako bo v tem smislu širše predstavljeno izseljenstvo, slovensko izseljenstvo v Kanadi. Dr. Tadej Kralj bo predstavil Slovence v Torontu. Ona dva bosta skupaj nastopila in s tem bo zaokrožen ta zamejsko-izseljenski del, medtem ko se bomo jeseni posvetili z mlajšimi kolegicami, ki pa vsaka zelo študiozno obravnava teme, te, ki jih bodo predstavile, in sicer na prvem srečanju se bomo posvetili zgodovini slovenskega jezika in kulture, torej šli bomo v preteklost, medtem ko na drugem srečanju pa bomo rekli, pogledali, kako široko seže slovenščina, torej zvrstnost slovenščine v odnosu do norme tudi. Se pravi, eno predavanje bo posvečeno različnim zvrstem, tudi tem, ki se danes vrivajo v knjižno normo, druga bo pa ravno z vidika norme pogledala na to slovensko zvrstnost. Tako da to nas čaka v jesenskem obdobju, ampak da ne bom predolga, bi sedaj prepustila besedo dr. Herti Maurer-Lauseger, ki je, veliko bi lahko povedali, če bi jo želeli res natančno predstaviti, ampak mislim, da jo tudi marsikdo tu že pozna. Torej gre za dolgoletno profesorico Univerze v Celovcu, predvsem pa je znana in tudi večkrat nagrajena kot dialektologinja, ki je uvajala kot metodo, kot raziskovalno dialektološko metodo, dokumentarni film. In mislim, da nam bo na ta način predstavila zilsko narečje tudi danes. Tako da, Herta, izvoli, potem pa bomo prisluhnili še dr. Radi Košuta. Hvala lepa. Prisrčno pozdravljeni, pa še enkrat se opravičujem, da smo gužvo imeli na cesti, ampak to je res dejansko. Če gospa profesorica ne bi bila, ja še parkirišča ne bi našla, ker sem potem se tukaj pelala v vašem tukaj takrat. Ja, prisrčno pozdravljeni, veseli me, da smo se zbrali, pa tudi hvala za povabilo. To, kar bom jaz vam danes povedala, bo bolj žalostno kot veselo, ker zilsko narečje bomo slišali. Jaz bom pa to brala, da ne bom predolgo se razširila. Imam pa tudi nekaj slik zraven, ki jih bom tako sproti zraven pokazala. Jaz sem te slike sama naredila, te fotografije, bila sem lansko leto na Dobraču in ni bilo nobene pametne karte in to je Zilska dolina. Zgornji del, to se reče, imam še večjih, potem še tudi, ki sem jih sama naredila. Tako, to govorno območje zilskega narečja, ki je del koroške narečne skupine, se nahaja na skrajnem severozahodu vseslovenskega jezikovnega prostora. Razprostira se od Potoč pri Šmohorju, bomo potem še videli, Počah pri Hermagova na zahodu prek Zilske doline do Podkloštra Nemško Adolfstein, to je blizu proti Trbižu, kjer se navezuje na prihodne govore med zilščino in rožanščino. Kjer sem bila preklasna,
der sega do Loške fare Lačah, to je pri Vaškem jezeru Fakase in Marije na Zidi, to je na obrobju mesta Beljak. Velik del jezikovnega območja je danes ponemčen. Zivščina vključuje tudi govore slovenskih vasi sosednjih Kanalski dolini, to verjetno veste, pa je treba povedati, ki je bila skupaj z Rabelsko dolino do podpisa Šenžermenske mirovne pogodbe leta 1919 del habsburške kronske dežele Koroške. V srednjem veku je zivsko govorne območje segalo kraje od Rateč do potoka Belce v zgornji Savski dolini. Rateče, ki so pripadale kronski deželi Kranjski, so bile do razpada Avstro-Ogrske samostojna občina v vzhodnem kraju Radovljica. Cerkveno upravno pa so bile Rateče pa del prafare Marija na Zili, lepo nas na Koroškem. Krajskogorski govor je dialektološko opredeljen kot zimsko-gorenski, dolina Rezije v Fulaniji, Julijski kraj, je bila poseljena v 6. in 7. stoletju z koroške strani. Ima zimske osnove rezijanščina, vendar pa se je v 14. stoletju potem osamosvojila oziroma postopoma razvila svoje narečje. Zilščina se stika, zdaj imam karto dialektološko karto, se stika z nemščino, italijanščino in furlanščino, tja so slovenskim govornim območjem zgornje Savske doline. Sicer ni toliko prometa, ampak je. Stoletja dolgo sobivanje slovenskega in nemškega jezika na Koroškem ter sosedstvo z romansko govorečim območjem sta pustila jasne sledi vzajemnosti na jezikovnem in kulturnem področju. Zilščina vsebuje arhaične prvine, ki jih tukaj ne moremo našteti. Gerhard Neveklovski, ki je tudi avtor knjige o zilskem narečju na Bistrici in Straji vasi, piše, da je za zilsko narečje značilno večje število besed romanskega izvora kot za druga koroška narečja in da je bilo po Egarju 1965 veliko besed bistriškega govora prevzetih iz obdobja srednje visoke nemščine. Zdaj čisto kratek pogled, tu imamo karto Koroške. Avstrijska Koroška se nahaja na središču evropskih jezikov, je vedno izkazovala kulturno raznolikost, zgodovina regije je bila pestra, kar je vplivalo na jezikovni in intelektualni profil prebivalstva. V času zgodnje poselitve, okoli leta 600 po Kristusu, se je na koroških tleh naselila slovanska etnična skupina, tako imenovani alpski Slovani ali naši predniki Slovencev, ki se je od 9. stoletja dalje z bavaarsko-frankovsko kolonizacijo pridružil nemški element. Leta 820 so slovanske kneze na Koroškem izpodrinili bavaarsko-frankovski grofje. Od takrat je slovenščina na Koroškem politično, gospodarsko in kulturno podrejena nemščini. Srednjeveško slovensko govoreče podeželsko prebivalstvo na severnih območjih Koroške ob jezikovnih mejah je kmalu podleglo asimilaciji bavarsko-nemškega jezikovnega elementa in majhni jezikovni otoki so sčasoma potem izginili. Tlele vidimo, tole je bilo vse včasih rdeča skrajna, 1100 je bila to najbolj skrajna meja Slovencev, alpskih Slovanov, tam kre rdeče. To je tukaj, tole je pa okoli 300, je bilo še slovensko, to je zgornji pod velikim klekom, Möltal, dolina Mele pa to. Pa tudi tle vidimo nekatere in potem to je pa okoli 1200, to je pa tle. Je bilo še tudi slovensko. Enkrat smo slišali, ljudje niso vedeli, kaj to je, bilo nekaj na pol slovenskega, na pol nemškega. Iz tega jezikovnega otoka smo sami doživeli. Tako, zanimivo je to, tale Paolo Santonino, ki je v leti 1485, 86 in 87 obiskal koroške sitnije kot vizitator pod cerkveno upravo angleškega patriarha v svojem potopisu poroča o Zilski dolini, da Nemci in Slovenci živijo drug ob drugem med Šentanelom, Sankt Daniel, živijo drug ob drugem med Šentdaniel je pa še daleč naprej, zgornji Zilski dolini, da so tam živijo tudi Slovenci, takrat so bili. Sankt Daniel se nahaja na današnjem nemško govorečem območju med krajima Delach in Köčach in Mautnu v zgornji Zilski dolini.
Okoli leta 1500 se je potem izoblikovala slovensko-nemška ustalila, slovensko-nemška jezikovna meja, ki je potekala od Šmohorja, tle imamo Hermagova, v Zilski dolini prek Beljaka, Vila, Gospe Svete, Marija Sal, Dirkš in Laboda na Vamünd. Južno od te meje je slovensko govoreče prebivalstvo predstavljalo približno 84% prebivalstva. Plemstvo in velik del meščanstva pa sta bila načeloma nemško govoreča. Število slovensko govorečih na Koroškem odtlej nenehno upada. Na območju Zilske doline med Šmohorjem, imamo spet Šmohor, Hermagva in Baškim jezerom, to je pri Beljaku, Vilah, Fakase, so bili v 16. stoletju dejavni protestantski pridigarji. Pri objavi tolerančnega patenta 1781 so bile za Goričah, blizu podkloštra Aloštajn, na vzhodnem obrobju spodnje Zilske doline, edini kraj, kjer je delovala slovenska protestantska verska skupnost kot tajni protestantizem. Odigrala je pomembno vlogo pri razvoju slovenskega pisnega jezika na Koroškem, podkloštra z okolico velja tudi za zibelko koroškega bukovništva. Proti koncu 19. in na prelomu 20. stoletje so družbene politične razmere močno povečale pritisk javanizacije, zlasti na severnih obrobjih slovensko-nemške jezikovne meje. Slovenski govorci so se javanizaciji upirali in skušali ohraniti lastno identiteto. Zaživelo je slovensko društveno in zadružno življenje. Ob koncu 19. stoletja na prihodu 20. stoletje so bile v Zilski dolini ustanovljene slovenske podružnice, hranilnic in posojilnic, ki pa so postale žrtev nemškega nacionalsocializma. Naprimer so imeli svoje posojilnice Zilska Bistrica, 1891 je bila ustanovljena, Šentlena pri 7 studencih, 1892, Štefan na Zili, 1895, Šentjuri na Žili, 1903, tam pa samo še stari ljudje, nekateri govorijo slovensko. No, na Brdu, to je pa tlele, tam, kjer je pač zahodna jezikovna meja, je tam začelo delovati kulturno slovensko izobraževalno društvo. Ustanovnega sestanka leta 1910 se je udeležilo več kot 100 domačinov, to je ogromno. Cilj izobraževalne ponudbe je bil posredovati versko vzgojo in krepiti slovensko identiteto. Društvo je ustanovilo podružnice družbe svetega Cirila in Metoda na Zilski Bistrici, Fajstric, Andrgal bom potem vam pokazala, v Štefanu na Zili, to je pa tule, in Marija na Zili pri Beljaku. Podružnica v Štefanu je delovala samo 20 let, od 1890 do 1910. Razmere so bile pa strašne, jaz sem brala tudi nekaj v časopisu Mir, ampak jaz tega ne moram zdaj navajati. Tole izobraževalno katoliško slovensko društvo je bilo seveda zelo pomembno, ustanovilo je tudi lastno knjižnico. Jaz to vam zato povem, ker skoraj ne moram verjeti, da danes je vse nemško, teda je bilo pa vse slovensko. Začelo se je slovensko zborovsko petje, ki se mu je leta 1909 pridružilo še gledališko delo. Nemško nacionalno usmerjeno učiteljstvo je odločno nasprotovalo slovenskemu kulturnemu delu. Arhiv društva na Brdu je bil uničen prvič med Prvo svetovno vojno in ponovno leta 1941 v času nacizma. Vsaj to poznate vi tudi manjšine, recimo vi v Italiji, to so arhivom. Vodilni slovenski kulturniki so bili internirani in deportirani, prebivalstvo pa je bilo močno ustrahovano. Ljudje imajo še danes takšen strah, da je groza, če govorimo o tem, da morajo govoriti slovensko, se niti ne upajo. Naprimer je moral Franz Grafenauer 1919 pobegniti v Jugoslavijo. Podobno usodo so doživeli tudi drugi. Slovenskega duhovnika so takoj nadomestili z nemško govorečim duhovnikom, da ja ni bilo več slovenščine. No in potem po prvi svetovni vojni leta 1923 je društvo na Brdu ponovno spet uspešno zaživelo, kar pa ni bilo v duhu nemško usmerjenega učiteljstva. Kot protivtež je bila leta 1930 ustanovljena podružnica Nemško nacionalnega šolskega društva Schulverein Südmark, to je bilo tudi zelo posod razširjeno na južnem Koroškem. Z napadom nacistične Nemčije na Avstrijo je bila uporaba slovenščine prepovedana.
Posledično je ugasnila tudi slovenska kulturna dejavnost. Večino slovenskih društev in zadrug so nacionalsocialisti razpustili leta 1941. Na Zili je pa tako bilo, da je skoraj vsi kulturniki so morali se po vojni potem umakniti, oziroma so bili pregnani, ali so siloma. Tako da ni več bilo kulturnega dela, ker so tisti kulturniki pač morali oditi, večina pač v današnjo Slovenijo, takratno Jugoslavijo. Tu so seveda delovali tudi pomembni koroški Slovenci, ki pa ne moremo obravnavati: Urban Jarnik, Matija Maja Zilski, Franz Grafenauer, Fran Eller, Ivan Grafenauer, Vinko Blödendorfer. Zdaj pa gremo čisto hitro, kratko k tem podskupinam. Jaz sem napisala v Mohorjem koledarju, koledar družbe svetega Mohorja, sem točno opisala opise, kako so posamezni definirali, kako so poimenovali te posebne skupine. Zdaj čisto na kratko, da je pač močno razčlenjeno kot vsa ostala slovenska narečja. To itak vemo, preučevalci ga opredeljujejo in poimenujejo na različne načine. Urban Jarnik ga deli po župnijah na 3 podskupine, Ivan Grafenauer leta 1905 na 4 podskupine, tudi prav tako po župnijah, in Viktor Paulsen, to je pa napisal doktorsko disertacijo, o tem še pozneje kratko, pa na 6 podskupin. Brško-goriški, ne bomo jih zdaj gledali na karti, goriški govor, pa na Gorcu, čaški govor, vlaški govor, bistriški govor, radniški govor, kot rečeno. A drugače, zdaj pa gremo na rečne dokumentacije na južni, pravzaprav, če primerjamo s Kanalsko dolino, Kanalska dolina je zelo dobro raziskana, medtem ko je na Koroškem zelo malo, so samo 3 take monografije, to je pa tudi zato, ker se ljudje niso upali govoriti slovensko, nobena slovenska ekipa ne bi uspela, da bi tam kaj posnela, tudi danes ne, jaz sem čudeže doživela, sem sploh lahko to posnela. Paulsen obravnava potem v svoji doktorski disertaciji na Dunaju 1935 glasoslovje zilskega narečja na Koroškem, vključuje pa tudi opredelitev zilščine na podnarečje, kot rečeno, opisano v Mohorjem koledarju. Zilsko podnarečje na Brdu, to je pa tle zgoraj najzahodnejši del, pri Mohorju, ter v Potočah in okolici je opisano v narečni monografiji Tajmena Pronka, The Slovene Dialect of Egg and Počah in the Gaital Austria, leta 2009. Delo vsebuje uvodne pripombe, dialektološke karte, opis brške podskupine zilskih govorov, zilsko-angleški narečni besednjak, indeks narečnih besed in bibliografijo. In pa cajt, da gremo na nazaj. Vidimo tle Bistrica na Zili, Fajstric, Andagaj, o tem. To narečje je Gerhard Neveklovski opisal, to je podnarečje, to se reče Bistrica in Straja vas je tle kar naslednja, ampak na moj sliki je ni. Bistriško tole podnarečje je dokumentirani v monografiji Der Gaitala slovenische Dialekt, Bistrica na Zili in Hohenturn. To je pač monografija tega govora, oziroma tega podnarečja. Knjiga vsebuje sociolingvistične podatke, prikaz raziskovalnega stanja in narečni opis, fonetiko, sinhronega vidika, zgodovinske razlage glasoslovnih pojavov, odlikoslovje, pripombe k skladni in besedišču ter primere narečnih besedil s prevodom standardno slovenščino in skrajšeni povzetki v nemščini. Sledita potem še narečni besednjak, ki upošteva, to je verjetno zelo pomembno, upošteva tudi podatke in primere iz disertacije Tajmena Pronka in Paulsona iz te disertacije, pa tudi druge vire, no in na koncu je seveda še bibliografija. Gerhard Neveklovski je tudi nekaj pisal jezikoslovnih zapiski 2021, kasneje je tudi še marsikaj, on je tudi napisal članek iz posebnosti tega zilskega narečja. Ja, to je, moramo reči, zilsko narečje je ogroženo. Se boste čudili, Janez Šajnik 1882 navaja, da zilsko narečje govori blizu 19.000 ljudi. 120 let pozneje, po uradnem popisu prebivalstva leta 2001, so v Zilski dolini slovenščino navedle le še 500 pa 3 osebe. Oni se pač niso upali, oziroma seveda se je močno tudi po nemščino. Število slovensko govorečih, ki se zaradi asimilacijskega pritiska niso mogli ali niso hoteli opredeliti, je bilo v resnici seveda še mnogo višje, ampak od tistega časa ne preštevajo več naših jezikov, tako da ne vemo,
koliko jih je danes dejansko. V spodnji Zilski dolini, zgornja Zilska dolina je od Šmohorja, jama gora proti zahodu, je nemško govoreča in ta je spodnja, zato je pa ta slovenska, pa rečena spodnja Zilska dolina. V spodnji Zilski dolini so bili slovenski govori stoletja dolgo glavno sporazumevalno sredstvo lokalnega prebivalstva. Družbene strukturne razmere, pritisk asimilacije, odstranjevanje migracije, upadanje jezikovnega znanja, pa tudi zamenjava jezika so razlog, da zilščina v zadnjih desetletjih vse bolj hitro izginjala iz vsakdanjega sporazumevanja. Komunikacija v slovenskem narečju je le še redko možna, slovenski govori so se umaknili v zasebno okolje in postali višni jezik najstarejših. Navadno so pa tudi nemško govoreči zraven, da še tam ne morejo govoriti slovensko. Razno redkih izjem je v vseh ostalo le še nekaj govorcev, ki uporabljajo pristni govor, da bi bili tudi uporabni za dialektologijo. Rada, ali skoraj ne moš verjeti, ti si tam raziskovala pred 20 leti. Ne, že ne. Tedaj je še drugače, kdo se pači. Zilščina sodi k najbolj ogroženim slovenskim narečjem, raziskava na Zilski Bistrici in v Straji vasi, je pokazala. Navajam, da stari kmečki govor vlada danes le še majhno število ljudi, predvsem starejša generacija. Bronk pa tudi isto podobno navaja, da je samo še vprašanje časa, kako dolgo bo zilsko narečje še živelo. Čas za klasične raziskave avtohtonega zilskega narečja se je v večini krajev že iztekel, jaz bi rekel 90%. Slovenski govor in slovensko petje po gostilnah so z redkimi izjemami, naprimer pri obrednih običajih, tam še pojejo slovensko, drugače podlegli jezikovni asimilaciji. Zdaj pa čas, da gremo v Blače, to je pa tale kraj, kjer smo mi zdaj bomo prišli končno k filmu. Blače, to so pa kraj, naselje. Vidimo, da je tukaj, to se pravi, na južnem koncu, tu so gozovi, levo, desno močvirje in ono je to območje zelo izolirano. Tako bom to še povedala, Blače ali nemško Vorarlberg, kraj, kjer smo mi raziskovali, kjer so nastale filmske dokumentacije, se nahajajo južno od reke Zilje v vznožju Ojstranika, to je pa Ojstranik tista gora, 2050 metrov, če želite, v Kalijske Alpe, so ena od 20 vasi občini Štefan na Zilji, no občina pa tudi zgoraj, in to je pa približno 4,5 km oddaljeno. Občina šteje 583 prebivalcev. Leta 1914 so Blače, spet tale kraj, doživele hud požar. Uničenih je bilo skupaj 84 stavb, skoraj cela vas je pogorela, v središču vasi stoji poslovodska župnijska cerkev, posvečena svetim Petru in Pavlu. In tam imajo potem na ta praznik, imajo Blačani svoj prvi žegen bogoslužje, pri katerem je obvezen blagoslov. To bomo videli po tem filmu in Kranjcuna ali Venčna, ki naj bi obvarovala Štehovce pred vsakršno nesrečo. Po štehvanju na travniku sledi tradicionalni prvi rej pod lipo, ki ga izmenoma spremljajo domači vodci in dvojezične obredne pesmi domačinov. Zilski žegen in žična noša sta od jeseni leta 2018 pod UNESCO-ovo zaščito. Lahko samo to povem, ko smo mi snemali, niso peli toliko slovensko, ko smo naredili filme, zdaj pa pojejo več kot polovico slovensko. Bom še potem, pa tile otroci, ki so prej peli v mojem filmu samo nemško, so letos Tri kraljevsko kraljevo slovensko peli, to se prav se spet vrača. Ne bodimo pesimisti, ostanimo optimisti. Drugi žegen imajo pa Blačani potem v drugi cerkvi in sicer tam Marija v Grabnu, to je pa čisto na koncu, potem gorovjem tam po družnici. Zanimivo je tam, da imajo takrat pa števajo poročeni moški. Na prvo so pa samo samski. No, o tem boste ja videli, ne bom govorila, ne znam tako lepo pripovedati kot je film. Bo čisto kratko še. Samo eno stran, malo imam še, narečne dokumentacije v slovenskem in nemškem jeziku, treba je bilo malo kaj povedati, kaj smo se delali. Izolirana tale je lega Blač, ki smo jo videli, na desnem bregu Zilje, južno od Podnagorce, bom še enkrat nazaj. To so pa Podnagorce, to je naporna rečje, se imenuje, to se reče na severni strani od Zilje, to so Podnagorci, doma tukaj sem. In te zgoraj potem pa Blaški, tisti, Gorice, pa
brški govor, tle so podnarečja, tle so poeta ima pa svojo podnarečje, naše ljube, drage Blače, ki smo tam že malo doma. In spodnje je pa tista Bistrica, pa spodnja tista skupina, bistriška skupina, ki jo je Gerhard Neveklovski opisal. No in tile Ponagorci tu zgoraj govorijo precej drugače kot Blačani, zdaj so mene povabili, bomo že posedili, da bomo na koncu videli še kratko transkripcijo, oni hoče nujno, da moramo posneti narečje, če so čisto zadnji umirajo. No? So, razvoj, da so se potem seveda kot posod drugje razvile lokalne značilnosti vlaškega govora. Tukaj imamo, kot rečeno, na oba kraja tisto močvirje in je približno od Bistrice Zilske, to 8 km oddaljeno do naslednjih vasi, tudi 5-6, to se pravi, oni so čisto ločeni. Skupaj s filmsko ekipo Artis, no, ki so moji, pravzaprav s katero že sodelujemo od leta 1998, smo v leti 2017 do 2023 v Blačah, v tem kraju, izvedli 4 filmske projekte na naslednje teme štehvanje, Trikraljevsko kaledo, dvojezično zbirko ljudskih in štehvanskih pesmi ter dokumentacijo prostega pogovora domačinov. Običaja štehvanja in Trikraljevske kalede iz tehničnih razlogov načeloma ne omogočata hkratnega snemanja filmskega besedila, ja preveč gužva je polno ljudi, pa vse šumi, ki bi ustrezalo potrebam dialektologije. V obeh primerih je bilo, v obeh filmih, pri kaledi in pri štehvanju, je bilo besedilo posneto naknadno. Pri snemanju sta vsakič bila prisotna oba govorca in sicer smo dokumentirali slovensko narečje in nemško narečje, drugače slovenskega sploh ne bi mogli dobiti, ker ljudje tega ne razumejo, pa tudi jih ne zanimalo. Pri snemanju sta bila oba navzoča, najprej govoril slovenski govornik, pač slovensko je pripovedovalec vsebino, kaj se dogaja na dan štehvanja, in potem pa še drugi v nemščini isto ponovil, pač na svoj način. A čisto spontano in kronološkem zaporedju sta pripovedovala o dogodkih na dan štehvanja oziroma v drugem filmu pri kaledi, o petju kalede, ki pa se tam v Blačah odvija 2 dni, 5. januarja in 6. januarja. 5. pojejo 3 kralji, kaleda, petje kalede in 6. je pa praznih klobasarjev, ko ste videli v filmu. Snemanje besedil je potekalo nemotene, vsebin ni bilo treba ponavljati. Lahko si predstavljati, jaz sem rabila 3 leta, da sem sploh, je bila korona, ne. 3 leta nisem vedela, bom dobila ta tekst na film ali ne, ker jaz nisem vedela, da se bo ta človek pred kamero pogovoril. Jaz bi morala že račune poslati, pa vse sem imela posneto teksta, pa nič, ampak poj se tja sedel gospodin je povedal, kot bi bil, ne vem, boste bili neverjetno. Jaz sem bila zelo pozitivno presenečena, s tem nisem računala. No in tale, kaj se na Vlaški žen smo, pa tudi kaledo smo v 2 izvirnikih, vedno kot rečeno v nemškem in slovenskem narečju. Uštehvanje podnašam v Blačah, to je slovensko, in v nemškem je pa Kufenštehn in Vorarlberg. Filma prikazujeta običaj tradicionalnega zilskega štehvanja, najprej slovesni sprevod v cirkev, petje ter štehvanje in prvi rej Hontovcev pod lipo. Ples izmenoma spremljajo domači muzikanti in dvojezične štehvanske pesmi, to sem že omenila, za katere skrbijo domači pevci, tisti tako imenovani, mi jih imenujemo Gajtala Vilcenga. Preda smo prišli do teksta, je treba narediti, bilo 17 pesmi smo posneli, zbirko nemških in slovenskih ljudskih pesmi, da smo potem prišli do našega dialekta. Ampak dobili smo ga. Zdaj pa naprej, to je pa potem kaleda. Tudi tu imamo 2 izvirnika, prikazujeta pač tradicionalno kaledo, koledovanje. Pomembno je seveda povedati, da ta govor je precej drugačen kot so ostali, to podno narečje ima res zelo nekaj posebnosti, je pa seveda zelo ogroženo. To se pravi, par domačinov še govori, če se srečajo, če ni nemško govoreči, z njimi smo se pogovarjali, ampak najprej so me ustni noveni upal odpreti, in ko sem že 5. član na žen, pa so me poznali, zdaj pa govorijo že z menoj slovensko in po mojem še malo več razumejo, kot pravijo, bomo videli, bomo še malo skontrolirali. Potem imamo pa še s temi vlaškimi pevci, to so pa tile, ki so meni omogočili sploh to snemanje.
Meni ni bilo nič treba organizirati, nobenega govorca. Oni so meni vštimali, tale gospod, glede najstarejši med njimi, to so 3 bratje. On mi je vse to skomandiral in je rekel, ni treba si ne skrbeti, vi bomo naredili so, to je nekaj neverjetnega. Oni so oživili ljudsko glasbeno petje, take domače štehmanske pesmi, zimske pesmi, tudi narečne pesmi in oni pojejo zdaj vedno več tudi slovensko. In vsi jih samo občudujejo, zdaj smo pa tole izdali, pa že cela, na YouTubeu imamo že tudi, pa že tam poslušajo, že cela Koroška posluša tudi naše slovenske besede. To so oni, tisti moji most bil, ki so meni omogočili to. No in potem bi pa treba bilo še, tle imamo vse skupaj potem izdano na ključku. Zraven so pa knjižice, a tudi v tem primeru sem jaz potem besedila, ki so v tekstu. Jaz sem dodala majhno knjižico, kjer je preveden celoten filmski tekst nemški v nemščino, pa slovenski v nemščino, da bojo ljudje razumeli, tudi za turiste je to mišljeno. Slovensko bom pa še ne narediti, vsega nisem zmogla. To, kar je nekaj čisto posebnega, se je zgodilo, ker, kak je že bilo? Oni so rekli, da bomo, najprej smo hoteli dokumentirati dialekt. Boj so rekli, da smemo tudi peti. Jaz sem strah, da ne bojo govorili, zvek bomo pa peli, no se je pa to začelo. Boj smo naslednji termin imeli, zdaj bomo danes snemali tekst za film, to je bilo 2017, je bilo to novembra. In oni so rekli, tile fantje, ne, mi bomo zraven prišli poslušati, kaj vi tam delate in kaj se je zgodilo, ne moš potem za filmsko primerno besedilo posnet, ker ljudje potem gledajo na sve strani. No in so začeli govoriti, smo imeli, potem smo pripovedujte o štehvanju, pa to so starejši domačini, tega filma ne bom pokazala še, ampak so začeli govoriti slovensko 1 uro pa pol. Mi smo vse posneli in film sem že naredila, se imenuje, kako se pa že imenuje, sploh imamo naslova, imamo. Prinašamo v Vrčah spomini in pesmi domačinov. Oni so pa zraven sedeli in mi so vedno še kako zapeli. Kot bi bilo gostilniško, prav zabavno in fletno in je čisto domača atmosfera. No in potem je pa še nekaj se zgodilo, to štehvanje, saj veste, v filmu je treba vedno skrčiti, če nekaj ne moš pokazati. Smo pa malo še podaljšali, tako da smo še malo, to se pravi, naredili še malo širšo verzijo, ki prikazuje več dialekta. Samo nekaj besed bi pa morala še povedati za hvalo, nekateri ljudje so malo meni pomagali, tudi finančno, Urad Koroške deželne vlade, treba se zahvaliti, Krščanski kulturni zvezi, Slovenski narodopisni Urban Jarnik, tudi dr. Valentin Inckov, pokojeni diplomat, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, je bil na eni prireditvi in je potem nakazal kar 500 evrov. Sem zelo hvaležna, potem pa Narodni svet koroških Slovencev, kjer je bila korona, pa ni bilo drugače več drugih možnosti. Na vsak način temu arhaičnemu slovenskemu govoru oziroma podnarečju glas obvladajo ga le še najstarejši vaščani, ki ga uporabljajo zelo v omejenem obsegu, prvine jezikovnega stika najdemo tako v naših slovenskih kot tudi v nemških filmih. Z dokumentarnimi filmi želimo prispevati k ohranjanju tradicionalne kulturne dediščine v spodnji Zilski dolini. 5 vrstic bom še prebrati, ker to je nakazuje področnost. V zadnjih letih smo na Zili postavili prijateljsko sodelovanje v občinskem letnem poročilu leta 2023. Mi je bilo celo omogočeno poročati o naših filmskih dejavnosti v Vlačah, tako da cela občina ve, kaj delamo. Občini in njenemu županu izdohujem zahvalo za pomoč pri promociji filmov, pogoji so dobri za nadaljevanje našega dela. Na sončnem terasastem Pogorju nas pa že čakajo, to so potem še naši mi imamo tudi na YouTubeu nekatere že, ampak to vam še lahko potem dam. Oni so šli pa sami začeli dokumentirati narečje, so knjige izdali nemško, pa rečejo, da ni slovensko, je pač bindiš, ampak za 2 knjige, jaz imam eno doma, pa ne bomo zdaj več tem. Pa na dvorci mene pričakujejo, in tukaj so mi poslali en tekst, transkribirajo pač tako, gospod, ki je to, on je bil iz poljskega porekla, ampak to, bom pa lahko knjigo tudi vam posredovala, jaz si danes nimam seboj. Prisrčna vam hvala za vse, oprostite, da je malo trajalo, ampak jaz sem morala malo povedati o teh zivanju. In upam, da bojo, tle imamo pa potem še filme, o tem pa lahko poče bomo debato razpravo in ljudi. Hvala lepa. Zdaj vam pa hitro, da nisem na tisto vprašanje. Predavateljica Univerze v Trstu,
zdaj pa že vrsto let, skoraj 30 let, že sodelavka Inštituta za jezikoslovne študije ZRS Koper, dialektologinja, raziskuje slovenske govore v Istri, na Tržaškem in zdaj boste videli tudi na Tromeji. Torej eno res zanimivo področje, ki se mu je posvetila pravzaprav v 2 časovnih obdobjih, kar je razvidno tudi iz filma, ki ga bom pokazala. Tako da rada izvoli. Ja, jaz, škoda, da je pravkar stežala, ampak razumljivo. Jaz se moram Herti zahvaliti, ker v bistvu jaz sem njena učenka. Torej, sem bila Logarjeva učenka, kar zadeva seveda moje študije, študijsko pot. Ampak kar zadeva pa potem raziskovalno pot in zlasti to, kar zadeva digitalnost v recimo dokumentarcev in tako dalje, to pa sem njena učenka. In jaz se te poti ne bi nikoli lotila, če ne bi bila prisotna leta 1997 na poletni univerzi Bovec in takrat je bila prisotna tudi univerza v Celovcu s profesorjem Moričem in s profesorjem doktorjem Toplekom, ki je Mariborčan. In takrat sta mi oba ponudila, kaj pa bi še začeli na terenu, raziskovati, tam tudi režiserja na razpolago, da lahko snemate. Torej, jaz bi se opet beseda, ker se je vrnila, najbolj zahvalila in najlepše zahvalila najprej Herti. Potem se moram zahvaliti Vesni, ki je predlagala, da bi lahko končno ta dokumentarec predvajala tudi v Ljubljani. Jaz sem ga predvajala na nekem simpoziju, tudi na Dunaju in tako dalje, ampak v Ljubljani sem prvič. In to je mi je veliko veselje. In tudi bi se rada zahvalila dr. Fride Jarčevi, upam, da je kje tu okoli, da bo slišala, ker sem ji to že predlagala, ko je imela zagovor moja prva študentka na Novi univerzi v Ljubljani in sem jo prepričala, da je naredi kot študentka prvi študentski dokumentarec govora doba pri Ljubljani. In takrat sem dr. Jarčevo tudi zaprosila, da bi lahko končno nekje v Ljubljani predstavila svoje filme. In danes mi je to uspelo in to mi je izredno veselje. In četrta oseba pa, ki se jih moram zahvaliti in sedi tam na koncu, čisto na koncu, ne se obrača, je dr. Jožica Školec, ker fonološka transkripcija tega filma je, jaz sem naredila, ampak je bilo veliko napak in tako dalje, ona seveda obvlada ta govor, težki, in mi je pri tem zelo pomagala in se mi res zelo hvaležna. Zdaj pa bom to predstavila zelo na kratko, ker bi želela, da ta film končno vidite. In to bi mi bilo še večje zadoščenje. Torej, dialektološka dokumentarca Rateče, nekoč in danes, in tudi drugi dokumentarec, Lok pod Mangartom, nekoč in danes, sta rezultat nekega velikega temeljnega RC Advanced Grant projekta, raziskovalnega projekta. Naziv tega projekta je bil Tromeja skozi čas, jezikovna prepletanja na slovensko-avstrijsko-italijanskem stičnem območju. Projekt je trajal od leta 2015 do leta 2018 in se ga vodila skupaj s svojimi sodelavci. Zelo bi rekla tudi uspešno. Cilj projekta je bil z metodo terenskega, observacijskega snemanja končno udejanjiti vizualno dokumentacijo slovenskih govorov Tromeje, kar je popolnoma inovativen pristop pri preučevanju jezikoslovnih pojavov na stičišču slovenske, avstrijske in italijanske meje. Herta je seveda to počenjala na avstrijski strani, ampak na Tromeji je bilo to čisto neraziskano. Areal Tromeje, ki je enkraten primer sobivanja različnih jezikov in njihovih narečij, ter edinstven primer bogate kulturne dediščine, si z jezikoslovnega vidika delita dve slovenski narečni skupini. In sicer primorska z zgornjesoškim narečjem in koroška, to kar je obravnavala pravkar Herta, z zimskim narečjem, ki je izpričano danes v 3 sosednjih državah,
in sicer v Italiji, v Kanalski dolini, v Sloveniji v Zgornjesavski dolini in v Avstriji v Zilski dolini. Slovenski govori tega območja, ki so vsakodnevno podvrženi interferenčnim pojavom, sicer odražajo nekatere glasoslovne in oblikoslovne prelome, tudi razlike, toda druži jih isti besedni fond, ki je rezultat dolgoletnega sožitja slovanskega, romanskega, verjetno ni funkcioniralo za to. To se bo torej, sožitja slovanskega, romanskega in germanskega elementa na tem območju. Območje Tromeje je s 4 raziskovalnimi točkami, Log pod Mangartom, Ukve, Rateče in Bistrica na Zilji, vključeno v prvo knjigo slovenskega lingvističnega atlasa SLA leta 2011, ki obravnava človeka v razdelkih telo, bolezni, družine. Iste raziskovalne točke z dodatkom Zahomca v Zimski dolini so bile izbrane v okviru terenskih dialektoloških raziskav, izvedenih na podlagi vprašalnice Fuglanskega lingvističnega atlasa ASLEF na območju Tromeje, prav v okviru tega mojega projekta Tromeja skozi čas. Novost, ki jo projekt uvaja pri preučevanju jezikoslovnih pojavov na tem območju, je, kot sem že omenila, izdelava vizualne filmske dokumentacije govorov Tromeje, toda pazite tudi z etnološko tematiko, torej ne izključno lingvistično, ampak tudi etnološko, kar je seveda, kar zadeva večino kmečkega in obrtniškega, recimo, okolja in tako dalje. Osnova projekta je bil dialektološki dokumentarec in s tem sem začela 20 let prej. Tromeja žebarit, tako je bil naslov, ker oni pravijo žebariti in ne govoriti, torej Tromeja govorim, ki je nastal, kot sem že omenila na začetku, prav v okviru Poletne univerze iz leta 1997 v sodelovanju z Univerzo v Celovcu. Ampak, pazite, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je ta dokumentarec 20 let obtičal v predalu. Film posnet v 5 raziskovalnih točkah, Log pod Mangartom po Soči, Ukve v Kanalski dolini, Rateče v Zgornjesavski, Zahomec in Bistrica, Zahomec in Bistrica sta direktor skupaj, ne, isti kraj, samo sta ločene in poimensko, v Zilski dolini, je dragocen dokument, in to boste videli te glasi, kajti vsaj 2, in to Log pod Mangartom in Ukve, sta zaradi naravnih katastrof popolnoma spremenili svojo podobo, ki je v filmu še nedotaknjena. V okviru projekta Tromeja skozi čas je bila zato izvedena najprej predelava filma izpred 20 let in nato dodatek vzporednih današnjih videoposnetkov, ki dokumentirajo sedanjo podobo slovenskih govorov Tromeje in njihovo tudi sociostrukturno okolje v primerjavi s to podobo izpred 20 let. Zato se vizualna dokumentacija osredotoča na prikaz starega kmečkega orodja, predmetov in raznih kmečkih opravil v nizu daljših ali krajših tematskih sklopov, katerim so dodani tudi posnetki iz različnih letnih časov, glasbeni, umetniški in tako dalje. Povezovalno filmsko besedilo je pri prikazu Zgornjesavske doline in Posočja v standardni slovenščini. Medtem ko je narečno filmsko besedilo v standardno slovenščino, italijanščino in angleščino prepisano s podnapisi, torej so 3 inačice istega filma. Besedilna priloga dokumentarca Rateče, nekoč in danes, prinaša fonološko transkripcijo s slovensko fonetično pisavo, in to je ta mala knjižica, ki vidite, Tromeja skozi čas, ima na začetku seveda zgoščenko o Rateča, na koncu pa zgoščenko o Logu pod Mangartom. To, torej fonološko transkripcijo, je izvedla dr. Jožica Škofic
In seveda potem je tudi prepis v slovenski standardni jezik, standardno slovenščino. Dokumentarec, ki si ga boste danes vsaj odlomkih ogledali, upam, je doživel krstno predstavitev na mednarodnem znanstvenem simpoziju Slovenski dialekti v stiku 6 Portorož 2017. Bil je nagrajen takoj na to, naslednje leto, na razpisu nove univerze v Ljubljani, in sicer na razpisu nove ideje za novo univerzo, kot nova ideja za posodobitev in dopolnitev učnega načrta predmeta kontaktno slovensko jezikoslovje v alpsko-jadranskem prostoru, ki ga jaz poučujem, oziroma sem ga poučevala, ker to je bil COVID in to je potem bil zame konec vsega, kot za vse ostale verjetno. Torej, ki ga poučujem na fakulteti za slovenske in mednarodne študije v Ljubljani. Žal, da niste bili prisotni, jaz sem se vam prej tudi lepo zahvalila, da ste mi dovolili, da je tudi diplomirala študentka prav na tako tematiko, ne? Da je obravnavala dob pri Ljubljani in govor doba. Torej, bil je to nagrajen najprej na Novi univerzi, ta dokumentarec, potem pa tudi na znanstvenem mednarodnem simpoziju SGEN Vienna 2018 na Dunaju v palači Hofburg, kjer sem predstavila angleško verzijo filma in sem bila za njo nagrajena kot ena najboljših live performance tistega dne. Pred par mesecev, mislim, da je mesec in nekaj, je ista ustanova SGEN Dunaj me zaprosila, da bi jim dovolila, da dajo spet na svojo spletno stran kot primer, in to so napisali kot sekcija, section, kako znanost srečuje umetnost. Naslov je Science meets Art in to je moj film kot primer. Mislim, vse to je meni v veliko, veliko zadovoljstvo. Vabijo me spet ponovno novembra, na koncu novembra, da v gradu, tokrat Šembru, predstavim na enem velikem simpoziju svoj drugi dokumentarec. Torej, dokumentarcev bi bilo s tem projektom dovolj, ampak rada je šla dalje, gradiva je bilo toliko, da je pravkar zaključila tretji dokumentarec, in sicer v slovenski in italijanski verziji s podnapisi, in to so Ukve v Kanalski dolini. In pred 2 tednoma mi je režiser Perica, ki deluje v sodelovanju z znanstvenim središčem v Kopru, končno le montiral stari koroški film izpred 20 let in novi po 20 letih, tako sta oba že v montaži in zdaj zaključujem, čakam seveda pomoč z Koroške, ampak gospod Karničar, profesor Karničar je žal zbolel in tako seveda, ker ga potrebujem za podnapise, logično, jaz tega dialekta ne poznam, imam težave, ampak vam obljubljam, da bo štehvanje in vse, in jaz sem še to, kar je Herta prej rekla, da je težko snemati in dobiti informate, ampak rada je imela srečo, ne? In sem res dobila krasno informantko, ki me je potem popeljala še do drugih, in tako da je film res čudovit. In to vam obljubljam, da bom gotovo, upam, lahko predstavila tudi čim prej v Ljubljani. In potok žubori in te spremlja ob vsakem koraku. Nepredvidljivo spreminja svetov, ali ga spreminja tudi Radeška Gorica. Med vitkimi smrekami in bukvami, ki iščejo pot do neba, se podaljš v dolino. Začuden kravi pogled te spomni, da si skalil njihov mir tromeje. In pospešiš korake in noge te kar same vlečejo navzdol. V 20 letih te rateče kličejo, rateče vabijo, rateče žubarijo.
Pričakovanje se stopnjuje. Bog ve, ali je rateška govorica še vedno enaka tisti, ki je pritegnila tvoje ušesa, ki te je tako navdušila, da ti je še danes prijetno pri srcu, ko zaslišiš njen zvok. Narečje, pravijo, je jezik srca. Od cerkvice Svetega Duha zavijemo navzgor in pridemo na Vaški trg, kjer se pri žarjavu družijo domačini. In že dlje, dokler nas mirokaz za Kajžnikovo hišo ponese nazaj v preteklost, v črno kuhinjo, kjer nas prkajžen čaka minca. Ja, ne delujejo, prostite, pod napise v slovenščini, to verjetno na računalniku ali tako naprej. Zdaj smo pa mi v kočarni kuhnjo in to je vatar za kruh, ker se kruh vsaja noter. To je pa svetlo. To si pa fajn, žerjajca razsengam, tako fajn naredi, tako da je vsa peč topla. Da vse je toplo.